večer vsem skupaj. Ker ste najbrž že mnogi med vami tudi knjige prebrali, se so že kar 6 mesecev v nekako bi rekla v medijskem obtoku, ker so bile nominirane za Rožančevo nagrado. Morda ne bi toliko izrazito predstavljali posameznih tez vsebin v vaših delih, ampak bi se najprej predvsem vprašali, kako po 6 mesecih gledate na te knjige. Ali so vaše besede, to naj bi vendarle bil tudi na nek način naj bi bilo poslanstvo eseja, ali so vaše besede uspele vzdramiti, prebuditi nek drugačen, nov razmislek in morda tudi nove vedenjske obrazce v slovenski družbi. Kdo bo začel in se upogumil? Ja, jaz sem bil vesel, pač jaz sem knjiga vesel takrat, ko nastane, ker mi nekaj, ker s tem zaključam neka svoje razmišljanja in jih lahko se na nek način odrešam in zapakiram in potem lahko začnem z drugimi stvarmi. Sem bil pa vesel, ker avtor je vesel, če so vsaj določeni pojmi, ki so v knjigi, da se potem začnejo na nek način uporabljati v diskurzu. In v tej knjigi sem kar precejkrat zasledil potem v diskurzu, da so določene stvari iz knjige, zlasti to o vaški morali, o teh zadevah, da so postale precej del nekih diskurzov in to mislim, da je najbolj, se pravi tisko, kot sem bil pri poeziji, moram reči, da je najbolj počaščen, ker sem enkrat bral Izgon hudiča kot vic, pa ni bilo napisano, da sem ga jaz napisal, samo bil je pač vic, ki je krogel. In to je v bistvu v redu, to je namen, da nekaj postane splošno, javno. Splošno. In v tej knjigi so ene par stvari, ki so to postali in s tem se mi zdi namen knjige več kot izpolnen. Če sama malo sem analizirala to dogajanje po tako razglasitvi nagrade kot v času nominacij, bi lahko analizirala stanje v zvezi z vašimi knjigami nekako takole. Državljanski eseji so doživeli izrazito bodisi zelo pozitivne odzive, kot ste sami rekli, impliciranje pojma slovenske vaške morale v diskurze o sodobni etiki, možnosti sodobnih etičnih idej in tako dalje. Na drugi strani pa zelo negativne odzive. Recimo, kot so bili spletni komentarji, da bi si žirija za podelitev nagrade zaslužila nagrado za največjo gostoto neumnosti, da je podelila nagrado za največjo gostoto neumnosti in podobni anonimni pisci. Skratka, jaz sem nekje prebrala, da ste nekoč ste rekel, da je itak vaš namen spodbuditi, sprovocirati bralca, pa če tudi kritično. Samo, da se nekako vzdrami v razmislek in premislek. Ja, absolutno, ker to je namen esejistike. Esejistika skoraj nima drugega namena, kot sem rekel, da postane sol ali pa seme za nek diskurs, pa med Slovenci se mi zdi, ko smo izrazito nagnjeni k racionalizaciji stanja. Se pravi, v bistvu smo kot narod izjemno prilagodljivi, to pomeni, ko se neko stanje vzpostavi, se nehamo hitro spraševati, ali bi bilo možno kako drugače, bi bilo možno kaj spremeniti in taki izzivi v smislu premisleka in nekega organiziranega kot je esejistika, če sprožijo iz te neodzivnosti odziv, je to v redu. Ni pa noben človek pravzaprav... Zdaj, vsak odziv je
pomeni identifikacijo s tistem, kar napišeš. In identifikacija pomeni, da se je človek v delu tistega najdu. Ne? Zdaj, kako nekdo na to identifikacijo odgovori, je pa zelo osebnostno pogojeno. Ne? Se pravi, identifikacija pomeni neko istost z samim sabo. Zdaj, na to istost nekdo odgovori, je navajen odgovoriti konfliktno, nekdo ranjeno, nekdo veselo, nekdo pritrdilno, ampak to je bolj osebnostna karakteristika vsakega človeka, ki pač nekdo se zna pogovarjati, to večkrat omenjam kot primer študentov. Ne? Nekateri študenti se znajo pogovarjati na ta način, da ko jim nekaj poveš in vidijo, da je ti zanimivo, začno naprej spraševati, pa vrtati. Ne? Drugi študenti se začnejo pogovarjati šele, če se z nečem izrazito ne strinjajo, kar pomeni, da rabijo nek absurd skoraj, da se bodo, ker se začnejo vedno pogovarjati za ne, jaz pa tako ne mislim. Se pravi, nekateri ljudje se ne znajo pogovarjati z fajn, to pa je tako zanimiv, da je moja ideja tega, da bi bilo mogoče iz tega še kaj narediti, ali pa to je tipičen ameriški način pogovarjanja. Ne? Imate drug način, ki je predvsej bolj slovenski, ki človek samo čaka, bi se rad pogovarjal, ampak čakaš, da bo tisti človek nekaj rekel, da boš ti lahko rekel ne, to pa jaz mislim drugače, kar pomeni, da iščeš svojo vlogo, ne v smislu dopolnjevanja, ampak čeprav tudi ne, ampak iščeš svojo vlogo, ki pa jo vidiš kot korekcijo tistega. Ne? In zdaj, najhujše, če obstaja nek tekst, pa se človeku ne zdi vredno niti reči ne, niti ja. To pomeni, da pač ta tekst ne korespondira v nekakršni identifikaciji z tistim človekom. In to je pač najslabši odziv. Ne? Se pravi, neodziv je najslabši odziv. Najbolj zaskrbljujoče za eseistično besedo. Alojz Ihan je omenil ravno ta konfliktnost. Anonimne si ti omenila te spletne komentatorje, anonimne, ki so ga razsuli. Ok, tle se vse začne, tle je naša tragedija. In sicer, v čem je naša tragedija? Naša tragedija je v tem, da danes, če te kdo razsuje, je anonimen in spleten. To, kar je v Sloveniji izginilo, je kritika, je polemika. Spomnim se nazaj, v 80-ih, še v 80-ih, v 70-ih, že v 60-ih, je bilo v Sloveniji mediji, tudi tisti najbolj partijski, če ne tako rečem, so bili torišča polemik. V Sloveniji se je polemizirali, bile so dolge polemike, kritizirali se, razsuvali se gledališke predstave in to velikih avtorjev. Tudi jaz. Tudi ti. Ja. Ampak potem je pa to zginil. Pokaž mi gledališko predstavo, ki se nazadnje razsul, ki je kdo razsul gledališko predstavo. Pokaž mi roman, ki ga je kdo razsul. Pokaž mi en roman, ki ga je kdo razsul, slovenski roman, ki ga je kdo razsul. Tega več ni. Preprosto zginil je. In to se absolutno ujema s tem digitalnim svetom novim, ki ljudi navaja na ta blazen narcizem. Se ujema s tem narcizmom, ker na internetu so vsi ti anonimni, najpametnejši na svetu, vedno obsojeni so na prav. Oni so skušali imeti ne prav, razumeš? Ampak ne gre, on ne zna drugače, kaj ima prav. To je to. So najnedolžnejši na svetu, najobjektivnejši na svetu. In zdaj pridemo pa do moje glavne poante. Zginilo je malezijsko letalo. Gore je bilo 232 ljudi, živih ljudi, danes ni več, so mrtvi, 100%. In potem iščemo letalo. Cel svet začne iščeti letalo in se
javi kompleten splet, kompletna blogosfera, razumeš, se javi. Bomo mi povedali, kje je, ne? Išče ga 26 držav, ne? In to ne revnih držav, ne sofisticiranih držav. So držav, ki imajo Boga in pol, da lahko najdejo ne človeka, ne avion, ki je zginil, GSM, ki je zginil. Razumeš, ne? Ampak se javijo, po vsem svetu se javijo na spletni, tej anonimni tvoji, ne? Se javijo in oni točno vedo, kje je avion. Točno ve, kje je avion. Točno ve, kje je zunaj zemeljsko bitje ga je ugrabilo, Iran ga je ugrabil, Irak, Al-Kaida, Talibani, Vietnam, Sirija, skratka, razumeš? En izmed teh paradoksov je ta, zdaj, poglej, ti imaš te konspirologe, ne? Konspirologi se imajo za nezaupnico oblasti, uradnim verzijam. In zdaj oni pridejo in potrdijo uradno verzijo. Kaj pa govorijo skozi? Kaj pa skozi oblasti govorijo? Za vse je kriv Vietnam, Severna Koreja, Iran, Talibani, Al-Kaida. Oni obsodijo takoj zakon Linča, obsodijo te iste. Hkrati pa kar tekmujejo med sabo, kdo bo, razumeš, pametnejši glede tega, kaj se je z njimi zgodilo. Ne? Zdaj pa predstavljaj si, da pade Adria dol z 150 Slovenci in poštem jaz tweet, avion zgine, jaz pa ga najdem. Pejte pogledati na Murgle. Razumeš? Kaj bi bilo, kakšna reakcija bi bila? Pa vsem bi se zmešali. Tle se ti pa preprosto ne more več zmešati. Ker je šlo vse skupaj čez. In problem je v tem, ne, da ljudje v tistih 239 ljudeh, ki jih ni več, ne vidijo 239 ljudi, ki je zginil, ampak 239 iPhone-ov, ki je zginil. In tle imaš zdaj te anonimne in to so ta kritična, to je glas ljudstva, to je ta kritična masa zdaj na svetu, ne, po celem svetu. To je človek, ki se ne premakne iz svoje sobe, ki ima na tanko pol ure prostega časa in v tiste pol ure on ugotovi to, česar 26 držav skupaj s kombiniranim budžetom, ne vem, ali razumeš, 10 milijard, ne more. Skratka, odprl si kar nekaj zelo zanimivih tem, ki se mi zdi, da se dotikajo dejansko tudi knjig, ki ste jih napisali. Prvo, kar je, da živimo v neki dobi skrajnega narcisizma. To je neka ideologija jaza, ki jo razumemo v tem smislu popolne samozavesti, samozadostnosti, v kateri jaz ob sebi sploh ne opazi več drugega ti, ki prebiva v bližini in ga razume kot človeka, tako kot si govoril. Hkrati si spregovoril tudi o pomembni stanju slovenske literarne kritike, pa tudi splošne kritike gledališke. In se mi zdi, da je tu treba izpostaviti še nek vidik, ki ga dejansko nakaže v knjigi Državljanski eseji tudi Alojz Ihan. Namreč, da so se tudi v kulturi izoblikovali izraziti lobiji. Ali si naš, ali si njihov, ali si drugi. Če se znajdeš na nikogaršnji zemlji, potem dejansko nimaš več ne medijskega prostora, ne možnosti, da bi pisal kritično ali kakorkoli. Ker te nekako izženejo iz gledališča, kot je bila moja čisto osebna izkušnja v pisanju zelo kritičnih gledaliških kritik. Tako da dejansko se mi zdi, da se je o tem, kar piše Alojz Ihan, da se je ta lokalna, vaška, slovenska morala, to pomeni morala neke zamejene skupine ljudi, ki zdaj oblikujejo eni in drugi in tretji svoj moralni horizont, ki je seveda lahko tudi povsem pokvarjen in tako dalje, ne temelji več na nekih skrajnih etičnih vrednotah, da se je dejansko preselila tudi v slovenski kulturni prostor, ne samo v zdravstveni, medicinski, o katerem je Alojz Ihan bolj izrazito pisal, tudi o akademskem prostoru pišeš, kako izrazito danes obvladujejo lobiji ta prostor. In mislim, da se tu tudi dejansko treba, Marcel, priznati, da je tudi v slovenski kulturi to kritičnost, dialoškost ubila to mišljenje lobije. Pa jaz poznam zgodovino slovenske kulture, so lobiji vedno obstajali.
V Sloveniji so vedno Cankar, mislim. Ne pravim, Cankar to izrazito prikazuje, ne, vedno levi, desni. Si tamle Javoršek je doktoriral z tega, mislim, z popisovanja lobijev. Vse je z popisovanja lobijev doktoriral. Vse, veš, si imel pičevce, si imel une, perspektivaše, pa tako naprej. Si ta razkrmal, ne, cel življenje grupe ustvaril svoje. Vsi so razpadli, vsi jasno, logično, vse te grupe so razpadle. Normalno, ker rock'n'roll bandi razpadajo, ne. Ampak stalno si imel tle lobije. Sej Slovenija nikoli ni bila brez lobijev v kulturi. In tudi zdaj so, pač ne vem, zdaj. To nima nobene zveze. Sej, veš, bi rekel, če ne bi bilo teh lobijev, pa verjetno tudi, veš, bi rekel, vseh tistih revij ne bi bilo, pa ne bi bilo tistega in tako naprej. Tle moraš gledati zmeri, ta stvar je zelo dvorezna, ne. A veš, perspektive je verjetno naredil lobi, ne. A veš, ne, sad, če ga lobi ne bi naredil perspektiv ne bi bilo. Lobi je naredil probleme, če problemov ne bi bilo, mislim, če lobi ne bi bilo problemov. Lobiji so kljub temu, ne, tako kot so pirati koristni. Ne. A veš, pirati prisilijo vse tiste, ki so na trgu, ne, da se začnejo obnašati drugače, da se začnejo delati boljše, da grejo naprej, da se, a veš, prispevajo k razvoju pirati. Pirati prisilijo vse v korak naprej. Zato so pirati dobri. In tudi lobiji v kulturi imajo neko svojo funkcijo. Ne. Ni tisti, da bi zdaj lobije mogel ti predstavljati. Je pa tako, rekel, največja ironija lobijev je ta, da pač, veš, narediš lobij in prva stvar, ki naredijo, te vržejo ven. Mislim, to je tako. To je to, ne, mislim, tako da tle je, v vseh smislih je tle to dvorezno. Mislim, lobij, če pogledaš, kdo je v tem lobiju na začetku, pa na koncu, viš, da nikoli niso na koncu isti, ki so bili na začetku. Ne. Tako da ta neka poetična pravica vendarle obstaja. Čeprav jaz vidim v tem, lobij, po en stran lahko ga pojmuješ kot koristno zadevo, ne, ker združuje, dela ekipo, ena ekipa proti druge ekipi, to je pravzaprav ta produktiven način, ker ljudje brez ekip bolj malo naredimo, ne. Se mi pa zdi, da v Sloveniji je v tem času, ko smo dobili samostojnost in smo se po mojem silno prestrašili, pa tudi globalizacija je naredila svoje, je to lobijstvo, oziroma to združevanje je povzročil željo po varovanju, se pravi ne željo po formiranju ekip, ki bi nekaj naredili, ampak željo po samozaščiti, recimo na ta način. Misliš mafijsko, kaj mafija? Mafijska ali pa čist, kaj pa v medicini, naprimer, je bila ena grozna neumnost, da se je vsaka specializacija, da so pravzaprav študente, da je vsaka specializacija hotela narediti iz 3-letne specializacije 6-letno, da so vsi hoteli biti specialisti in da študent medicine, ko konča medicino, nima poklica, zato ker se še pritakniti ne sme pacienta, ker vsi pravijo, moraš biti ta specialist, a si to, pa nisi, pa makni se, Miško. Pacient prejte prije z odvetnikom. Ja, se pravi, to je neka blazna samozaščita, ne, ki pa presega ekipiranje za doseganje nečesa, ampak postane sam še skupine ljudi, ki si hoče za naslednjih 20-30 let zagotoviti preživetje. Tako je. In ta preživetveni strah pa je nekaj, kar maksimalno obremenjuje, ne samo da draži, ampak obremenjuje ljudi. In to ne samo v poklicih, jaz bi rekel tudi v končni fazi, jaz vidim to, naprimer, že v odnosu staršev do otrok, naprimer, ne, ko pravzaprav se starši intuitivno zavedajo, da mora biti otrok danes na nek način uspešen po vseh merilih uspešnosti, ker ga drugače družba zavrže, tako kot včasih nikoli ni zavrgla ljudi. Včasih človek, ki je bil mal zunaj običajnih norm, ki je bil mal počasnejši, ki ni tako hitro delal, ki se ni tako dobro učil, tak človek ni bil stigmatiziran kot nekdo zunaj skupnosti. Danes pravzaprav z zelo malom odklonom ne preživiš več kot del skupnosti.
to se vsi zavedajo in zato vsi starši svoje otroke skušajo nenormalno pripraviti imajo točno predstavo, kakšen mora biti ta otrok, da bo uspešen in v tej nori odgovornosti za otroka, takoj, ko je otrok mal drugačen, sledi manija izmišljanja teh delnih diagnoz, da se to imamo hiperaktivnosti, imamo avtizme, take drugačne, imamo vse to. To jaz vidim ne kot prismodarijo staršev, ampak kot enostavno rešitev iz stiske, ko vidiš, da tvoj otrok, ki bi bil včasih čist običajno sprejet človek, ki je pač na polju malo počasneje delal, ali malo hitrejš delal, ali je bil strojevodja, ali je bil pač še vedno je bil sprejet človek v neki skupnosti. Danes si izločen, brezposelen za popolne banalnosti že, ne? In problem je v tem, da problem v šolskem sistemu. Šolski sistem je danes navadna preslikava trga. Navadna preslikava trga. In danes, če boste šli gledati dokumentarci odlični abeceda o izobraževanju, zdaj štarta, ti dni je štartal, ali pa ti dni štarta v Ljubljani, v Kinodvoru, boste tam ugotovili, tam imate noter, recimo, če bi to, kar bo zdaj rekel kakšen levičar, pa kakšen marksist, bi človek sam tako zamahnil z roko. Ampak noter imate kadrovskega direktorja Deutsche Telekoma. Ja, to je ta isti Telekom, ko bo zdaj naš Telekom kupil. Skratka, tega direktorja, kadrovskega direktorja Deutsche Telekoma, ko razlaga, v čem je problem šolskega sistema danes. Šolski sistem uči le še kapitalizem. In to je največja napaka in največja tragedija šolskega sistema. To pove kadrovski direktor Deutsche Telekoma. Oprosti. In problem je, da starši to 100% sprejmejo. In kar pomeni... Ne, starši, šolski sistem. Zdaj imaš ti cel, zdaj so spustili noter, da otroke učijo, kako varčevanja, investiranja in... Otrok se lahko skozi igro šele ove resnosti življenja. To, če ga bojo skušali z resnimi stvarmi učiti zavedanja življenja, bodo vdali min. Tam imamo upravka z otrokom, nimamo upravka tam z ekonomistom, razumem. To sigurno drži. Dejansko ta perspektiva, kako otrok danes doživlja svet, je dejansko ga ne učimo več skozi pravljice, skozi zgodbe, skozi vse to, o čemer pa piše v svoji knjigi Igor Škamperle. Kako zelo pomembno je to simbolno mišljenje, kako zelo pomemben je Endymion. Namreč njegova knjiga Igorja Škamperleta je naslovljena Endymionove sanje, oblike imaginacije in simbolne tvorbe. Skratka, Igor, v tej knjigi ravno pišeš o tem, kako so otroci izgubili perspektivo. Neko drugo, drugačno, to je perspektiva in pogled na svet skozi domišljijo, skozi zgodbo, skozi simbol, skozi mit. Ja, dober večer. Naj se vključim v pogovor. Prosti. Kolega Marcel Štefančič je ne samo izjemno luciden, prodoren intelektualec, ampak tudi srečen, karizmatičen igralec. Zdaj, moji eseji, tu seveda sem v taki častni družbi, so bili pisani z nekim drugačnim namenom. Ne, da ljudi, kot si začela pogovor, ne, da bi ljudi motivirali, mobilizirali, spodbudili kritično, polemično, aktivistično misel, ampak nasprotno. To knjigo sem pisal z namenom, da bi ljudi pomirila. Da bi tudi dala, ja, seveda, kot si rekel, neko sol v mišljenju ljudi, nek užitek pri branju, neko spoznavno dimenzijo, skozi eseje, kar eseje združuje oboje, veselje, narativno branje, užitek in neko spoznavanje ali razmišljanje.
oboje, ampak tako, da bi ljudi pomirila. Različnih starosti, če tako rečem. Pomirila na kakšen način? Na ta način, da se je včasih treba tudi ustaviti, da ni ta aktivistična, produktivna logika, utilitaristična logika, ne vem, kakšne besede ne še uporabim, da ni edina. Da človek, seveda čas, živimo svoj biološki čas, ampak živimo tudi neko trajnost. Ljudje, dokler smo živi, se je tudi zavedamo. In tako da, mogoče, če se navežem na debato, malo bolj aktualno, nek namen naj bi bil teh esejev o velikih simbolnih modelih, kulturnih, religioznih, mitoloških, razmišljanju arhetipskih ali pa nekih tipologijah duševnosti človeka v odnosu. Tako da naj spodbudi človeka pri mišljenju, v kaj je vredno investirati, če rečem tako, danes modno, trendovsko, v kaj je vredno investirati. Ma ne samo z denarjem, ali pa s predmeti, nova omara, nova kuhnja, kar naprej nekaj rabimo, nov avto, nov računalnik. Ampak človek investira od otroštva naprej, kar je bil ravno na koncu govor, skozi vzgojo otrok, v družini, pa potem mladostnik in mladostnica sama naprej, investirati v imaginacijo, ampak kakšno? V kakšno dimenzijo domišljije, imaginacije, duha investirati, katere knjige brati, katere filme gledati, katero domišljijo, mladi otroci imajo tega zelo veliko, v kaj usmeriti svojo domišljijo, imaginacijo. To je, mislim, nepodobno vprašanje. In se ga tudi šole danes od vrtca naprej, skozi celotno šolo do univerze, premalo zavedamo. In tudi mediji se žal tega premalo zavedajo. In tudi starši velikokrat na to pozabijo, nerodno reagirajo. Tako, v tem smislu sem pisal te eseje in na ta način mogoče se lahko vključim v to našo heterogeno misel. Ja, ko si govoril o otrocih, se mi je zdela zelo zanimiva ena tvoja opomba, ko si zapisal, da dejansko otroci danes ne splezajo več na drevo, da bi svet gledali z druge perspektive. Perspektiva, in to je ta simbolni pogled, z druge perspektive, z vloge ptiča, ki gleda z neba. Današnja perspektiva, si rekel, izrazito znakovna. Če gledamo digitalno dobo, je lahko samo ena ali nič. Skratka, za ali proti. Enako imam izkušnjo, se tudi dela z otroki, ne smeš ali lahko. Danes se ne bere rdeča kapica za to, da bi jim povedal na nek posredni, simbolni način, skozi zgodbo, da bi jim povedal, ne pojdi s tujcem v avto. Danes se reče, s tujcem pa ne smeš v avto. Dejansko tudi starši ne premoremo več tega načina mišljenja, kot so ga premogli še Grki, ki so svojimi miti izrazito vzgajali. Oni niso vzgajali samo otrok. Grki so z miti vzgajali ne nazadnje tudi odrasle ljudi. In zdi se mi, da je to tista izrazita kvaliteta knjige, tvoje knjige, ko tudi na ta način opisuješ skozi ta izrazito 4 poglavja. Prvo poglavje je posvečeno, kaj je znak, simbol, odnosov med njimi. Drugo poglavje, ki se mi zdi zelo pomembno in ga izpostavljam, pa je, ko opisuješ pomen poti, potovanja mitoloških junakov. Kako sta potovala Odisej, kako je potoval Heraklej, kako sta poskušala iz teh spak, amorfnih, brez oblik, poskušala spraviti svet v obliko in na tak način narediti iz nekega senzornega, zaznavnega sveta bivanski svet, pišeš. Ja, natančno tako, to poglavje je bilo tudi meni ljubo pot mitološkega junaka ali pa junakinje v smislu oblike rasti, individuacije, bi rekli, odraščanja. In seveda, zdaj mit je
ga skušam upeljati, tudi Odiseja in predvsem Odiseja in tudi mnoge druge, vse neke vrste abeceda, duha, skozi bajke, zgodbe, mite, simbole, religijo. Človek vstopa v neko doživeto stanje, preko živih entitet, ki jih doživlja kot žive entitete, pravzaprav osvaja svet in sam. Koliko to mi mogoče spet pozabljamo, vsak človek posebej, vsak otrok skozi šolo naprej je nek svet v malem. Vsak želi sam spoznati resnico, lepoto, ljubezen, izkusiti neka temeljna življenjske situacije, tudi bolečino, tudi zapustitev, vse. In skozi nek živi odnos. Danes pa žal, kot je pisal recimo filozof judovskega porekla Martin Buber v knjigi Dialoški princip, tudi v slovenščini, in to, kar je prej Marcel zelo dobro govoril pri tem izginulem letalu in blogovski sferi, glede, tako stara umetnost, kot tako rekoč vsi miti in vse religije učijo v odnosu jaz-ti, k personalnemu odnosu. Medtem ko danes ta odnos jaz-ti, skozi tudi to anonimno sfero na spletu, na mreži nastopa jaz-ono, jaz-stvar. In se zgublja ta osebni doživeti odnos. Ali pa recimo, tudi tisti esej mi bil zelo prijeten pri ruskem avtorju Mihailu Bahtinu, humanistiki, pod estetsko doživetje v romanu. Skozi branje, skozi doživljanje mitskih zgodb, tudi skozi filme, seveda, pa skozi predvsem lastno domišljijo imaginacijo, človek stopa v uživetje. In se iz tega uživetja, ki je spoznal, potem vrača nazaj v svojo lastno vlogo. Fant, dekle, moški, ženska. In ta preklop, ta pot, to združevanje obeh dimenzij, se mi zdi izjemno pomembno in nekaj, kar danes zaradi pomočjo tehnoloških postopkov izgubljamo. No, omenil si tehnologijo, da bom poštena do vseh današnjih gostov, moram tudi povedati, kakšni so bili odzivi na tvojo knjigo Endimionove sanje. Namreč, mnogi so rekli, ali je to esej, saj vendarle so zapisi precej znanstveni. Takrat sem se zamislila, da morda dejansko je ta reakcija govorila točno o tem, da danes nismo več sposobni brati zahtevnih besedil, ki so morda strukturirane drugače, pa vendarle nagovarjajo esejistično k temu, da skozi analizo, prevpraševanje, razbiranje preteklih mitov, simbolov, poskušajo nagovarjati bralca, kako in kam naj stopi na svoji poti. Tako da to je bil pa odziv nekako na tvojo knjigo v zvezi z znanostjo, znanstvenostjo in zdi se mi prav, da vprašamo, ali ni morda vendarle, to izhaja tudi iz tvojih zapiskov, situacija, v kateri smo se znašli, tega skrajnega narcisizma, tudi posledica morda te znanstvene, izrazito znanstvene težnje po neprestanem napredku, evolutivnosti. Jaz moram biti boljši od prejšnjega, jaz moram odkriti nekaj novega, jaz moram izboljšati neki aparat, jaz moram popraviti, ali ni to neka, ali nismo podlegli skrajni ideologiji evolutivnosti, neprestanega napredka, na koncu pa se morda znašli čisto tam, kjer so bili že stari Grki v tem občutenju sveta. Kaj menite o tem pogledu na znanost tudi vi? Mislim, to, kar si opisala, ni znanost, to je v bistvu, to je tehnologija pa produkcija. Mislim, to je gambljanje z upanjem, da boš nekaj naredil, da boš boljši od drugih, ne? Ampak dela se običajno v imenu znanosti, vse je to. Ja, pogosto, seveda, ne? To je tisto, kar smo prej govorili. Se vse dela v imenu pravice pa znanosti pa takih svetlih stvari. To je spet to, da je treba
nekaj narediti, jaz vidim spet kot predvsem ta strah, da si pač ogrožen, če nekaj ne narediš, oziroma če si ne narediš plana, če ne strategije, načrta, kjer se vsaj malo ujameš, si potem pač se počutiš na nek način ogrožen, ampak to je, ker znanost je pravzaprav skrajno neproduktivna zadeva bila že od nekdaj, ne? Znanstveniki so bili že Marcel, lahko vzameš mikrofon, mi smo te hoteli čisto ustaviti. In noben od njih ni bil kakšen produktivc. To je samo mit, da je znanost nekaj, kar hlasta za načrt in napredkom. Pa zdaj sta že Horkheimer in Adorno sta v dialektiki razsvetljenstva pojasnila vse te naše velike apetite poznanosti in znanosti kot tisti, ki bo obvladala naravo in tako naprej, in zdaj vidimo, da naravi ne kaže dobro. In če se bo vprašanje, kaj se bo prej zmatralo, ali trg, ta fenomenalni prosti trg, ali narava. Skratka, samo dve možnosti sta, tako pravijo. Zdaj, hkrati pa, ko ste veš, ta večni napredek, tudi ta večna rast. Problem je večna rast, ta gospodarska rast, o kateri govorijo. Zdaj, rast mora biti ne vem kako visoka, nastavno govorijo, ampak vsi pozabljajo in te mistificirajo, in to jaz te ekonomistom blaznom je, tem slovenskim, ki nas tukaj vsi fopajo, bi rekel, s to gospodarsko rastjo, ki mora biti, ker če ne se vse skupaj sesuje. Kar ni res. Gospodarstvo v 19. stoletju, kapitalizem v 19. stoletju imel izredno nizko rast. Kapitalizem v 19. stoletju je bil kapitalizem nizke rasti. Kapitalizem nizke rasti. In danes preprosto, jasno, v imenu ideologije, ne pa ekonomije, nas prepričujejo v to, da mora biti gospodarska rast neizmerna. Ampak zdaj, ta gospodarska rast neizmerna stalno predpostavlja nove in nove in nove trge. Ta svet bi se že zdavni sesul, če bi ostal bipolaren, če bi ostal na en stran kapitalizem, ostal pa komunizem. Če leta konc 80-ih komunizem se ne bi razsul in se ne bi temu prostemu trgu in tej rasti orjaški odprla kompletna vzhodna Evropa z Rusijo, kar vsi pozabljajo, ko rečejo vsi, pa se je sam vzhodna Evropa odprla. Ne, odprla se tudi Rusija, odprla se je Kitajska, odprla se je Indija. Skratka, odprl se je trg tako velik, kot ni bil še nikoli. Ampak, kje je pa tragedija tega, kje je trik? Trik je v tem, da je to potem zdržalo samo še 20 let. Ta rast je zdržala samo še 20 let in so se trgi zasičili, so eksplodirali. Zdaj pa si ti predstavljali, bližamo se času, ko ne bo več kotička na svetu, ki ne bi bil podvržen logiki prostega trga in logiki visoke rasti. Skratka, kje boš potem? Ti ustvarjaš to stalno z novimi trgi. Ker mi, veš, bi rekel, zdaj tle imaš v Sloveniji, imaš se jaz razumem, vsi bi radi biti Amerikanci, vsi bi radi bilo tako kot v Ameriki. Lej, ne more biti. Američani, ko imajo deficit, ko imajo problem, ko rabijo trg, napadajo državo. Ja, ne napadajo državo, pa mir, kaj, tako spočnejo. Napadajo Afganistan, napadajo Irak, napadajo Vietnam, in si odprejo trg. Razumeš, in v ta namen imajo tudi, bi rekel, največje ambasade po svetu, imajo vojaške baze in tako naprej. Oni to imajo. Mi, a bomo mi napadli koga, ne moramo. Veš, šerjavcu niso stisnili, veš, v redu stvari, razumeš, Zdaj, a veš, mislim, tako da mi ne moramo tlele se zraven štuliti, ne moramo biti mi Amerika, mi si ne moramo trgov odbirati, mi si jih ne moramo, čao. In problem je v tem, da si kmalu tudi ta famozni trg ne bo mogel več trgov nekaj odpirati, ker bodo vsi trgi že odprti. Ker zdaj, glej, Cookovi otoki so že frej, Zdaj, če hoče kdo delati posel na Cookovih otokih, dol bodo tam malo nad Antarktiko, če se komu da, traja verjetno let, kaj je 14 dni, mislim, če se komu da, to je to, to so tisti kotički, v katerih je nekaj že Marx pisal, skriti kotički, še ki in tako naprej, ki jih bo in tako naprej, to so ti kotički, ki so še ostali, vse ostalo je pa že obdelani. In tle smo.
Ampak se ti ne zdi, da morda ti tudi slovensko situacijo, dobro, gledaš zelo globalno kot kapitalizem, ki obvladuje, z vidika kapitalizma, ki obvladuje dejansko logiko delovanja celotnega sveta, ampak se mi zdi, da je pa situacija v Sloveniji vendarle, to omenja delno tudi Alojz Ihan v svoji knjigi, specifična zaradi naše drugačnega zgodovinskega izhodišča in izkušnje s socializmom in tako dalje. Namreč zdi se mi, da se nam v Sloveniji... Pri nas je prišlo do enega velikega nesporazuma, ko smo šli iz Jugoslavije ven. Ne? Mi smo takrat rekli, da gremo v kapitalizem, v tržno gospodarstvo in tako naprej. To se nekako samoumevno je bilo to. Ne? Ampak mi nismo šli, mi smo takrat spadli direkt v Poncijevo shemo. Kapitalizem je bil že v tej fazi, takrat popolnoma drugi fazi, bil je že v fazi tega skrajno špekulantskega, neoliberalnega, kot se reče danes, ne, Poncijeve sheme, piramidne igre. Piramidne igre, a veš, kapitalizem je prišel v skrajno fazo piramidne igre in mi smo padli kaj noter, mi nismo padli v kapitalizem, mi smo v kapitalizmu poslušali, dokaj smo bili v socializmu, brali smo, hodili smo, obiskovali smo, štopali smo tam, zastopaš, ne, in je bilo fajn, super, ampak ko smo pa mi šli tja, je bilo pa to že, veliko radikalno, spremenjeno in veliko nas je to jasno pričakali precej nepripravljene. A misliš, da ta marksistični pogled, ki je vendarle pogled 19. stoletja na 21. stoletje dejansko še vedno v celoti vzdrži, ali pa moramo to situacijo v Sloveniji vendarle gledati tudi skozi to specifično zgodovinsko izkušnjo, ki se mi zdi, in pa tudi celotno Evropo, če na nek način gledamo, dejansko zdaj ne gre več samo za to, da za to delovanje logike kapitalizma, ampak gre tudi za neko drugo perspektivo, ki jo morda mediji zakrivajo, da v imenu države se dejansko danes delavcu pobere bistveno več, kot je pobral recimo fevdalec Tlačana. On je pobral desetino, danes so finance ugotovile, se pobere 75% zasluženega denarja recimo samo za davke. Dejansko se mi zdi, da je tu v imenu prava, zakonodaje in vsega tudi birokracija, v bistvu birokratizem tisti, ki je ugrabil ali pa zasužnil človeka na nek način, da moramo pogledati tudi to perspektivo. Ampak ti imaš to birokracijo, imaš vse posod po svetu, to je del tega, mislim, če imaš državo svojo, če hočeš imeti svojo državo, imaš tudi birokracijo. In mi imamo prav nič več birokracije proporcionalno, kot imajo druge po svetu. Mi nismo v špici, mi smo tam nekje v sredini potem. Mi nimamo, zdaj moramo imeti pa vse funkcije, ki jih moramo imeti in tako naprej in ne vem kaj, gotovo, da je vsega preveč. Ampak bi rekel, vsega je preveč zdaj, zato ker smo v krizi. Ko je bila konjunktura, se ni nobenemu zdelo, da je česa preveč. A veš, zakaj je takrat kdo težil? Zakaj niso takrat zmanjšali? Takrat, ko bi se dali te javne, ki delajo v javnem sektorju, preseliti na trg. Danes jih ne moreš. Kaj boš? Danes ti lahko zmanjšaš javni sektor za 50%, za 20 ljudi in kaj mi boš dal? Na urad za brezposlene. Jaz sem ti bo plačevala in plačevala bo še večji davek. Ja, to je to. Mislim, ti imaš zdaj v takih situacijah, ker ti zdaj imaš ti državo, da zaposluje. In reci, drugače imaš pa ti armado brezposlenih tam še večjo. In kaj boš? Ja, meni se tisti, ko si rekla za ta marksističen pogled, meni se skozi malo tepe to, ker ta marksističen pogled je dejansko pogled različnih družbenih skupin, se pravi delavcev, lastnikov kapitala in tako. Ampak je pa res, da je danes pa zelo pomemben tudi ta, čedalje bolj pomemben ta državni pogled, se pravi, danes je veliko bolj brutalno izkoriščanje enih držav, se pravi, merjenje moči med državami in to se pozna, včasih je to poznalo samo v vojni, pa v tem, koliko ena država zavzame drugo državo ozemlja. Danes se to pozna v standardu vsakega človeka. Če zmaga Nemčija če porazi Grčijo v neki simbolni bančno-trgovinski vojni, so Grki nastradali. Tudi mi, ampak hočem reči, to so vojne. Ampak te vojne ne občutimo, ker ne ustreza definiciji. Ne, ker ni nobenega izstreljenega strela. Ja, ker ni strela, ne ustreza. Z tega stališča je ta krimska vojna fenomenalna, ker tu gre pa za ozemlje, ker ni streljeno strela. Ampak to je samo in grede. Ampak to, kar
je Marcel govoril, ne, dejstvo je, da vse zgodovini je bilo par vedno imperijev, ki so pač živeli na račun osvajanja teritorija, ki se jim je vojska splačala. Vsem drugim državam se vojska ne splača, ampak nekim državam v nekem obdobju Angliji, zdaj pa seveda Ameriki, se pa pač vojska splača in dejansko oni se obnašajo enako, kot so se Rimljani obnašali, kot so se v določenem obdobju Angleži obnašali in s tem dobivajo. Ne? In pri nas se mi pa zdi, ker nismo vojaški narod, ne, se mi pa zdi ta naš, ta Ponzijeva schema državnih dolgov, tista, ki smo nažalost padali v no, ne. Zdi se mi, da pravzaprav, če kapitalisti nimajo v kaj vlagati, potem so našli države, da začnejo vlagati v njih, se pravi, v dolgove. Edini, najboljše vlaganje danes ni več v podjetja, ni več v industrije, ni več v karkoli, ampak v dolgove držav. To pomeni, da ti pravzaprav kot garancijo za svoj kapital vzameš glave 2 milijona ali pa 20 milijon glav državljanov neke države in in zgubiš denar samo v primeru, da se tistem kaj blazno hudega zgodi. Sicer morajo pa delati, kot ukazuje tist, ki ima dolg. Ne? A veš, koliko znaša svetovni dolg? Ne. Reč, jaz vem cifro. Vem cifro. Daj reč, da vidimo, daj reč ti. Reč, kaj bi rekla? Svetovni dolg koliko znaša? Svetovni dolg znaša, koliko milijard znaša? Ajde. 100 000 milijard. Zdaj je prišel podatek ven, preštet nekje do lani poleti. Pač to zamudo zmeri. 100 000 milijard dolarjev znaša svetovni dolg. To potrjuje to, kar ti govoriš. In kar pomeni, da smo mi res samo del preko tle. Del vsake, se pravi, vsake. Ampak jaz pazim, ob tem se, veš kaj jaz spomnim? Spomnim se na Hitlerja. Hitler je bil znan po tem, da je okupiral, napadal države. In zdaj vsi mislijo, kako je Amerika, kako je Nemčija, pravzaprav na koncu crkala zaradi tega, ker niso imeli denarja, da bi pokrivali te vojne, pa da bi, možda te okupacije plačevali, se to stane, ne, jok. Vse te države, ki so bile okupirane, so si same plačevale vojno. Same. A veš, kako so okupirali, Francija je plačevala samo okupacijo, Slovenija po moje plačevala samo okupacijo, Poljska je plačevala sama, skratka in tako naprej, kar nas pripelje do Iraka, ki je sam plačeval okupacijo, z nafte in tako naprej, do Afganistana, ki plačuje samo okupacijo, do in tako naprej. Skratka, ta logika, pa logika dolgov, pa si, veš, bi rekel, pa hitro dobiš sliko o tem, kaj se dogaja in zakaj pravzaprav smo se zdaj še enkrat zadolžili, čeprav se nam verjetno ne bi bilo treba, zato ker naša rast gre gor. Ampak tukaj v tej državi očitno nihče motiviran s tem, da se kaže neka rast. Zato ker to samo moti igro. Rast moti igro vsem. Ne opoziciji, ki bi jo to motili, ker bi bilo dobro za oblast. Tudi samo oblast, te, ki so stranke, ki so na oblasti, ki so koalicija. Rast jih moti, ker če pride rast, potem ne moreš odigrati se te igre, ki imajo oni pripravljeno. Igra pa, kad vidiš, gre od tega, da bomo privatizirali to, ono in tako naprej, za kar rabiš imeti dober povod, ti rabiš ljudsko voljo, mislim, rabiš podporo ljudstva, podporo ljudstva mora biti zelo jezno, da reče, ja, privatizirajte vse, a veš, In zdaj preko, če bo rast, potem ni. In zdaj, ko gre rast gor, smo se mi zadolžili, čeprav se nam ne bilo treba. Davk, ki si proti davkom, doktor Štiblar, ki v ponedeljek moj gost, prav, da hvala Bogu, da ni, pa on je keynesijanc, da ni bilo davali tisti prodavki, da ni davka bilo.
hvala Bogu, da ga ni, zato bi to gospodarstvo zdaj sam uničil in bi nas obrnil nazaj, ker je rast gor. In zdaj, pazi, trik je v tem. Makroekonomisti, nekateri so zaprti, moram reči, izmed teh, ki so mi posedovali podatke. Ampak so top slovenski makroekonomisti, no? Mislim, da vsi gotovo veste, za koga gre. Za največjega makroekonomista slovenskega, ki je zdaj zaprt. Skratka, on trdi, on je poslal neke scheme zanj, bi rekel izračune, da ni bila samo tist mesec rast, ampak da bi se dalo pokazati, da je bila rast gospodarska že tudi prejšnja 2 meseca, skratka 3 mesece zaporedoma, ne? Ko zdaj bomo sicer videli pa naslednjem mesecu, kako pa naslednjem 3 mesečev, ne, kaj bo, ne? Ampak tle očitno se nekaj dogaja, pa mislim, v nikogaršnjem interesu ni, ne, da bi mi sploh kakšno rast imeli. Ker preprosto tle obstaja neka igra, nek scenarij obstaja, ki ga je treba izpeljati, film je treba posneti do konca, kaj bomo zdaj tle. Govoriš ves čas o igri, dejansko, kar pa je, se mi zdi nevarno, da se vsa ta igra dogaja ljudem v imenu demokracije, torej v imenu neke poštenosti, volje ljudstva, v imenu prava, vladavine prava. Čeprav vemo, da ta pravne zakone in vse sprejme en lobby in drugi lobby in tretji lobby in da sta se pravo in pravica, pravičnost dokončno povsem razšla. Čeprav je bila Solonov temeljni princip, ko je v stari Grčiji osnoval demokracijo, je bil dejansko vzpostaviti zakone, torej pravne zakone, da bo uzakonil pravičnost, torej razbremenil revne, odvzel bogatim in tako dalje. In vendarle se je zdaj zgodila ta popolna preobrazba demokracije. Ne? Igre demokracije, bi rekli temu, da jo igramo. Je, ker trg demokracije ne rab. Ker je, veš, bi rekel, trg je pač, ta filozofija, ki je zdaj v igri, ta ekonomska filozofija, ki je zdaj v igri, je koncept svobode, ne, prelevila v koncept ekonomske svobode. Ne. Svoboda je ekonomska svoboda. Ne. Skratka, in pol kaj iz tega sledi, vemo, ne, pač iz tega sledi potem, da pač ta, ki ima ekonomsko svobodo, pa tudi več, je upravičen do več svoboščin in tako naprej, tisti, ki pa ne, in tako naprej. Ne. In imaš, tudi v ustavnem sodišču se je zdaj, bi rekel, recimo, to je se zame tako zaskrbljujoče, da se je ustavno sodišče sklicevalo zdaj na Friedricha Hayeka, ne, pri argumentaciji, zakaj davka ne, mislim, je to, moram reči, da, mislim, tako bom rekel, no, mislim, a pol se strinjate tudi s tem, da je, bi rekel, mislim, Hayek je podprl Pinocheta takrat, ne, Pinochetov režim, da to je ta prava stvar, ne, ta fašizem, to je ta prava stvar, ne, to je, tako je treba, ne, mislim, kaj, tudi to podpiramo, ne, kaj, gospod ustavni sodnik, tudi to podpiramo, ne, kaj, podpirate, to modrost od tega učenjaka zelo podpiram, pišete noter. Super, kaj tudi to podpirate, pa kaj. Mislim, to je tako, kaj bi, a veš, ne, si Hitler, gledajte, ti ste ga v holokaust, pa to ne, ampak je pa dober rekel. Nič ti dober rekel, razumeš? Nič ti dober rekel. O Hayku pišeš v enem svojih esejih, je zelo imenitno. No, ampak zdi se mi zelo pomembno to dejansko, da se vse dogaja zakrito, ne, v imenu te ravno ideologije prava, ne. Če gledaš ti, namreč si precej več kot jaz, ameriške filme dejansko prodajajo ves čas to, da na 3/4 filmov se dogaja na sodišču in vedno zmaguje pravo, ki je izenačeno s pravičnostjo. V resnici pa sta se pravo in pravičnost dokončno razšla s tem, ko smo seveda se odrekli nekim temeljnim etičnim vrednotam. Smo nekaj staro grščino, ne, pa da ti še govorite, takrat se je nehali. Se tudi, da takrat ste verjetno, ko ste zginili stara grščina pa latinščina, takrat se je verjetno. Vprašala si, Adela sem slišal? Ja. Znanost, ne, jaz mislim, da znanost ni tu, če se vrnem 2 koraka in pol nazaj, ni treba obdoževati. Znanost nastaja se biblijski izvirni greh, iz želje po spoznanju, po spoznavanju, to naredi človeka za človeka. In ki je največkrat to spoznanje potem tudi neuporabno, neutralitarno in samo mali, ker si tudi strokovnjaki, ne samo vse civilizacije so imele določeno racionalno misel, Kitajska in druge velike civilizacije, ampak spojeno, povezano z moralnimi, religioznimi in drugimi nauki. Samo v mali Grčiji pa je ena manjša skupnost se posvetila spoznanju zaradi veselja do spoznanja.
ne da bi iz tega zdaj zgradili hišo ali pa nekaj zaslužili. In družba je to podprla. Peljujejo ne samo nauke, kot poznajo druge civilizacije, duša je to in to, ta cvet pomeni to in to, ampak ti si kot lilija, reče Sokrat in potem te drug vpraša, ja, kaj pa s tem misliš? Se začne pogovor, dialog, ne, dialektika, kaj si s tem hotela povedati? Kaj si s tem hotela povedati? Se začne spoznavanje. In znanost. V jedru znanosti je to, ki jo spremlja čudenje, ne, kot tudi z antike. Čudenjem nad svetom, da človek lahko sploh spoznava in te stvari velikokrat potem tudi držijo, da je naša pamet nekje sorodna trajnim resnicam, da je vsak od nas nek zaklad lahko. Potem pa, če se navežem, seveda, model rasti, uporabnosti, nenehne rasti, to tudi jaz mislim, da je en velik večjih vprašanj zahodnega sveta, sodobne družbe, sodobnega sveta nasploh. Zakaj nenehno hlastanje in finančno, ekonomsko, materialno napredovanje? Mislim, Rojs, ki si rekel, ljudje tudi strahu, tudi v naši družbi, jaz mislim, da ne samo strahu, da bo vzgubo, da se zavarujem, ampak da je v 90-ih letih, v drugi polovici 90-ih, moj vtis je tak, čisto oseben, na cesti, na ulicah, pri avtomobilih, sem druga polovica 90-ih, se mi zdaj bil tisti grozen doživeti input naprej, ampak ga je spremljal tudi velik pohlep. Naiven, tako otroški, pri odraslih, odgovornih ljudeh, tako velik pohlep po nenehnem lakomnost, kot rečemo. Danes, področje krize, mislim, obdobje krize, ampak tako bi rekel, Marcel, kar si govoril, danes verjetno ni več toliko v ospredju ta ekonomski dejavnik v družbi, ampak bolj finančni. Finance so tiste, ki dirigirajo in upravljajo potem tudi naše življenje in naše želje in naše varnosti. Moje vprašanje je, jaz nisem ekonomist, tudi ne politik, nisem tako v stiku, spremljam naivno, kakor večina ljudi se poročil, gledam tudi Studio City, kaj izvem, torej gledam tako zube in ne poznam, ampak moje vprašanje je v tej naivnosti, je, ali je to na globalnem trgu, vendarle z nekim namenom vodeno, dirigirano, usiljeno. Deutsche Bank pa je pač v redu, da je recimo da je močni igralec, ni pa verjetno tudi ne edini, ker so pač evro in evro je, pa ne vemo, če še bo. Ali je to, drug vprašanje, naivno kot pravim, pravzaprav ni več enega kontrolorja, enega nadzornega štaba, enega politbiroja na svetovni ravni. In kaj če je? Ja. Ampak ne v tem smislu teoriji zarote, v nekem drugem smislu. Ti imaš, ko rečemo, Slovenija nekaj naredi, Slovenija nekaj naredi. In potem zmeri vidiš iste tri face tam v Evropski uniji, ki rečejo, ne, še premalo je, premalo se odpirate, premalo zategujete, premalo. In pogremo, pride Alenka nazaj, Bratuškova, v Slovenijo, in spet gre pokazati, spet imaš iste tri face. Ne, premalo je, še bolj zategujte, še bolj tam bi treba še, pa tam pa še banko, pa uno, pa to. In skratka, ni konca, razumeš, ni konca. Zmeri so pa isti trije. Ja, ampak proti vprašanju nazaj, kako bi se ti, kdaj se počutiš bolj mirnega, če predpostavimo, da je nek nadzorni odbor, ali če pa predpostavimo, da ga ni, da je samo igra, slepenje in je veliko prepuščeno naključju. Hočeš pol tukaj? Ja, kje si, recimo, stara debata med Erasmom in Lutherom. Je pa vse dovoljen, ali ima svet, oziroma ali ima človek, pa zdaj termino človeštvo, možnost svobodne izbire, ali ne? Ne, ti bom malo drugače odgovoril, ampak ti bom, ne gre za to, da itak smo zdaj, bi rekel, v času krize, smo vsi malo postali ekonomisti, o ekonomiji vemo bistveno več, kot smo vedeli, to nedvomno, vsi po vrst, ampak zdaj ne gre za ekonomijo, gre za ideologijo, ekonomsko ideologijo ekonomije, za neko ideologijo, ki me prodajo. In tle je pa moja poanta zdaj.
Mi smo vendarle prišli, ko govoriš ti o naši izkušnji, ne, tudi malo misliš na našo jugoslovansko socialistično izkušnjo, ne? No, evo. In zdaj, tle je pa problem. Mi smo prelezli ven iz tega socializma, iz Jugoslavije socializma. Zdaj, mi smo tam doktorirali, vsak izmed nas, doktorirali, izmojstrili smo se v te, stalno so nekaj prodajali, ne? Stalno so neke ideologije prodajali, neke finte, neke mite, neke urbane legende, stalno so nekaj prodajali. In mi smo postali mojstri v branju teh tehnik in načinov prodajanja. Prečitali smo jih v trenutku. Skratka, mi smo bili predisponirani, da nam ne more nišče ničesar prodati več. In zdaj, ne, v teh 20 letih, ne, se nam je zgodilo natanko to. Zdaj nam prodajajo nekaj drugega in mi se obnašamo v principu tako, kot smo se obnašali v socializmu. Ne. Daj smo mir. Ljudje so si bili mogoče že izvežbani, stabilizacija, gor in dol, Milka Planinc, 80, 80 let, ampak če gledam danes, če se greva sprehoditi na soboto ali pa nedeljo skozi BTC s fotoaparatom, ali tako posklikava ljudi, od otrok do starejših, bova videla, da so ljudje še vedno, jih je strah, da bodo imeli premalo. Jih je strah, da bodo imeli premalo, da bo zmanjkalo pravnega praška in delajo zaloge. Seveda jih ne delajo, ampak jih obsojaš. Mislim, da se sprašujem, si to 30 avliti za brezposlnih, uradno brezposlnih. Mislim, vse to je logično, vse ja. Ampak, še nekaj se hodo dodati prej, ker ste govorili o strahu, pomni dolžen mikrofon. Ampak potem, zakaj je treba vzdrževati to, ne? Če praviš, da je očitno mogoče nek namen, potem se mi zdi racionalen premišljati te ljudi. Danes je, koliko, 7, ne vem, koliko milijard je, veliko ljudi na svetu. Te množice so malo bolj zapletene kot jugoslovanska družba. Jih je treba obvladovati. Da je lažje jih obvladuješ tako, da jim pa ustvarjaš, dobesedno dirigiraš, ustvarjaš njihove želje. Spektakl, resničnostnimi šovi, s tem jih najlažje kontroliraš. Njihov strah, da se bojijo. Nezaposlenost je odlična varianta, tudi je še bil šef sveta, bi to zelo igral na to igro. In tako obvladuješ množice preko medijev. Zakaj pa misliš, da je skozi 10% brezposlnih vse posebej? Pa se to je uravnavanje, razumeš, ampak glej ti... Ampak se sprašuje, mene je bolj strah. Ampak glej, ljudje, ki grejo danes, veš, govorimo tiste, obstaja revščina, obstaja univerzitetno, pa grejo ljudje, ja ne, v shopping centrih je pa še poln. Ne, trik je drugje. Ljudje hodijo danes v shopping centre zato, ker je v shopping centru morje trgovin. In zato hodijo od trgovine do trgovine in gledajo, kje bodo dobili nekaj za 2 centa cneje, da se stavijo budžet. To počnejo. Ne vsi, ampak ogromno jih to počnejo. Ja, tako je, vidijo srečni ven, ker da bi bil za 50 centov cenejšal... Ne, tle je treba to prav razumeti, te obiskanost shopping centrov. Tle se strinjam. No, ampak v marsičem zdaj ne prepoznamo te igre, torej ti govoriš o zamrznjenosti razuma. Ja ne, jaz mislim, da si govoril o kontrolorju, so ti, Slovenci smo vedno imeli in tudi Evropejci imamo te lokalne kontrolorje in tukaj so načrti, seveda Evropska komisija ima scheme, kaj naredi, če je nekdo toliko zadolžen, pa toliko zadolžen, pa te lokalne scheme zagotavljajo neko iluzijo varnosti, ne? Ampak na nivoju, mislim pa, da je vse začelo predvsem zlati na nivoju teh velikih sistemov, ne? Siguren pa se ameriški sistem popolnoma drugače obnaša kot evropski sistem in oba sistema sta se strašno splašila v določenem trenutku kitajskega sistema in mislim, da še zdaj niti Američani nimajo predstave, kaj ta kitajski sistem pomeni. Zdaj, dolg časa tudi Evropejci nismo imeli za Rusijo, ampak zdaj nam bo ena hladna vojna najbrž v redu prišla, ker jaz mislim, da je ravno ta zlivanje sistemov povzročil te strahove, ne? Ker demokracijo lahko človek igra, dokler ima zaupanje, da smo vsi v tej dvorani tisti, ki igramo to demokracijo, ampak v nekem obdobju se je pojavila močna
ideja oziroma ideologija, da pač mi sicer igramo demokracijo, ampak tam preko nas so pa neki Kitajci, ki pa ne igrajo demokracije, ne? Kar pomeni, da tudi mi ne moramo igrati demokracijo, če nekdo drug ne igra demokracijo. Ja, ne samo to, ja, ker demokracija je v bistvu, demokracija je vedno odvisna od tretjine najmanj demokratičnih. Ker že na nivoju volitev ni odvisno od tistih, ki so najbolj demokratični, ampak od tistih, ki niso. Se pravi, ker če je tretjina takih, ki ima druge predstave, potem zmaga na volitvah. Če ima združevalno drugo predstavo. In torej, nič ne pomaga, če se jaz obnašam tako, da volim kot individualist, kar ne bi bila demokracija, se pravi, da volim z lastno pametjo, brez da bi mislil, joj, saj jaz bi sicer, moj interes je sicer, da je šola taka in taka, ampak ker če bom jaz volil po svoje, bo zmagal uni, ki bo drugačen. Se pravi, če nimamo v demokraciji ne smeš imeti teh računic, ne? V demokraciji moraš biti na nivoju volitev sam svoj. Ampak, če imaš tretjino ljudi, ki niso taki, potem je demokracija odvisna od tega, kakšni so tisti. Se pravi, naloga družbe je narediti demokratičnih čim več ljudi, ker je od tistih, ki so to najmanj odvisen. Se pravi, četrtino še prenesemo takih, ki so izrazito demokratični, tretjino mislim, da nobena družba več ne prenese. In mislim, da delamo v demokraciji veliko napako z tem, ko mislimo, da je treba s svojo skupino zmagati. Ker v resnici je to nikakršna zmaga vedno, ne? Demokracija je ravno tisto, da druge ljudi uspe družba zanimerati tako, da pravzaprav 2/3 verjame v neko individualno odločenje in demokracijo. In če tega kot skupina, če smo to recimo imeli kot nekakšna zahodnjaška kultura, se mi zdi, da je bila bistvena motnja tista ideologija, ki je naenkrat izpostavila, da so pa ta boj med civilizacijami, da pa so nekateri drugi, ki ne bodo razumeli in da jih je treba torej finančno na nek način premagati in finančno jih premagaš na ta način, da si sam postaneš enak kot Kitajc. Ampak, Marcel, v svoji knjigi tudi izrazito opozarjaš na frigidnost sodobne družbe, na to dejansko, kam nas je pripeljal ta popolnoma nihilistični aspekt. Mislim, da vendarle moramo izpostaviti tudi vprašanje, ali ni, glede na to, da je umetnost tista, ki je nekako na ves čas bila tista kritični glas neke družbe, da se je na njeni osnovi tudi marsikaj spremenilo, ali ni morda vloga umetnosti drugačna in je umetnost danes pozabila na to svojo vlogo. To smo prej govorili tudi v primeru kulturnih lobijev, kjer mislim, da gre izrazito za premeščanje samega smotra njihovega delovanja. Ni več namen umetnost, ampak so nameni drugi, preživetveni in podobni. Samo za hip, se ne bom, bi tebe vprašal, ker se prvi na umetnost poznaš, kaj jaz. Jaz trdim, da umetnosti ni. Ta umetnost, mi živimo zdaj, in jaz mislim, da si zaslužimo svojo umetnost. Še toliko bolj, ker živimo zadnjih 6 let v posebni dobi zgodovine, v posebnem fragmentu zgodovine, ki bi si zaslužili
zaslužil svojo umetnost. Zdaj pa ti povej, kje ti vidiš to umetnost? No, ravno o tem sem te hotela vprašati, ali umetnost ni Današnja pozabila na umetnost je svojo umetnost vlogo, 19. stoletja, ja, prosti ali ni smeri pozabila gor. na to svojo Smeri gor. kritično, Navkljub vsem na nek Kresnikovim način revolucionarno, bi rekli, vlogo, To ki je- bi jo to je morala vse na nek način preteklo. imeti. To nima z Biti našo kritik dobo neke nič. družbe. Nič nima to z našo dobo. In dejansko, Mi si zaslužimo svojo umetnost in je nimamo. To je največji problem. in če pogledamo, ta umetnost še vedno odgovarja neki filozofiji nihilizma, destrukcije, dekonstrukcije, ta, kakršno imamo danes. Ali ni Ker je bila umetnost vse tista, destruktivna, pa nihilistična, pa ni no. ali ni zdaj funkcija umetnosti, da bi dejansko pogledala, kam nas je tak odnos pripeljal in se na nek način svojo preobrazbo znova začela spraševati kako drugače. Veš kaj, jaz mislim, da umetnost obstaja in tudi še nastaja, literarna, likovna, glasbena, resna. To ni moja poanta. Ja, Moja poanta ni ta. Moja poanta je, da nimamo svoje umetnosti. Umetnosti te dobe. Umetnost, ki bi reflektirala to dobo, Dobro, to je. v kateri smo. In zdaj v zadnjih 6 letih še posebej smo popolnoma neki drugi dobi. In ta doba je naša doba. To je doba, v kateri mi živimo. Ja, veš, oprosti, mislim, to, da nam prodajajo romane iz 19. stoletja, kot bi rekel, razumeš, kot vrhunec literarne umetnosti, tukaj v Sloveniji, too much. No? Ja, veš kako, tako bi rekel, dva polovična odgovora. Ne. Po eni strani umetnost ne bi bila, sveda je zrcalo časa, je čutno odsevanje ideje, je resnica časa zajeta v svoji obliki, besedi, podobi in tako naprej. Po drugi strani pa tudi nadčasna. Zdaj, ne vem, zakaj samo zdajšnja. Tudi Iliada, Odiseja so, kaj bi rekel, So bile umetnost tistega časa. Prešeren je odličen, ne? Prav dober je in koliko inteligentnega humorja. Spravi, umetnost je tudi, nastane kot otrok svojega časa, ampak se tudi dvigne nad čas. Drugi del odgovor bi pa ta vprašanje pa je, če mi danes še doživljamo resnico sveta in resnico sebe, če smo tega še zmožni doživljati resnico svojih čustev, sveta, skozi preko umetnosti. To pa mislim, da žal vedno manj. Jaz sam sem se in se spomnim, starejši ljudje okrog sebe so doživljali resnico sebe in sveta skozi religiozno iniciacijo in skozi umetnosti. Umetnost je danes YouTube, to moraš vedeti. Umetnost naše dobe je danes YouTube. Zdaj pa povej, kateri je najbolj ti všeč. Mislim, od YouTube posnetkov. Mislim, a ga imaš svojega klasika? Katerega največkrat gledaš, no? Unka s puško, ki pade dojenček iz zipke ven, pa dela pa lenje. Daj, unka. Ja, unka papirje, kor. Jaz bi gledal tako malo mitološko, ostala primorska. Ampak zakaj sem jaz vas pravzaprav to vprašala? Tudi vi ste mojstri besede, tudi vi pišete, tudi vi ste napisali te 3 knjige. Zakaj potem te besede? Zakaj potem, Marcel, vse to, če ni umetnosti našega časa? Pri meni je to stvar, jaz nočem pozabiti. Vse pozabljam že. Tako da boš, da pišem, če pišem, pa se ne pozabim. In to je moj edini argument, zakaj pišem. To je edini argument, zato da pozabljam. Ljudje pišejo, včasih pisali dnevnike, tega več ni. Zdaj, dobro, ok, pustimo zdaj blogerje, ampak to je čist nekaj drugega. Tri četrti hitek ne zna pisati samo več. No, to sem hotel prej pozabil reči. Te, ki zdaj iščejo malezijsko letalo, te anonimi, se veš, glas ljudstva, mislim, veš, oni točno vejo, kje je, ne. Točno vejo, kje je, ampak ne znajo niti stavka napisati. Veš, niti stavka ne znajo napisati. Se veš, kako Twitter zgleda, ne. No, to jaz pa mislim, da seveda ti kuški so umetnost današnjega časa. Se absolutno strinjam, ker umetnost je pač tisto, kar odseva ljudi, da ostanejo nekako povezani. To je ena od tistih konzumatornih funkcij umetnosti, se pravi tisto, zaradi česar se je naredila in zaradi česar ljudje preživimo. Brez tega ne bi preživeli. In sigurno, da so tisti kuški, pa vse, kar je na YouTubeu, je tisti nivo konzumatorni umetnosti, kot so tudi v končni fazi filmi, še vedno so filmi med osrednja umetnost
čeprav z YouTubeom manj, ampak... Računalniške igrice so izrazito. Ja. Jaz vem, da jaz sem prvič, ko hodim po laboratorijih, recimo v Ameriki, prvič sem pred 5 leti začutil, da sem čisto odpisan, ker so se ljudje tam, ko se gre na kaj pojesti, ja, se pravzaprav dobijo skupaj in se začnejo pogovarjati o računalniških igricah. In to so blazno resne zadeve, vse tiste vojne, vse tiste akcije, ki se igrejo, to je v bistvu bolj uživeto kot katerikoli film, v katerem... Bolj dobičkonosne so. Ja, in delajo analize in se uživljajo v tiste like in igrajo vloge in to je absolutno umetnost. Se pravi, je nekaj, kar odseva ljudi in se o tem znajo pogovarjati, komunicirati in sigurno so te igrice večja umetnost kot pa romani. A se spomniš ti v Atari? Ne, hočem v tem konzumatornem smislu. Jaz mislim, da je, ampak to, kar je pa Marcel govoril, so pa tisti, jaz sem te razumel, presežki, kar bo nekoč odsevali naš čas. Ker umetnost našega časa ne moramo definirati. Mi lahko definiramo, kaj je bila umetnost 19. stoletja. In točno vemo, kaj je bila tista umetnost, zato ker se je to izkazalo, da nek roman korespondira z časom v tistem času in govoriti o današnji umetnosti, kaj je, ne moramo. Ne, jaz ne govorim o odsotnosti tega. Jaz ti ne govorim o prezenci tega, ne govorim ti o prisotnosti, jaz ti govorim o odsotnosti. A ni bila tudi v 19. stoletju odsotna tista umetnost, ki jo danes poznamo kot umetnost 19. stoletja? Ne. Ti tle zdaj vidiš spremembe globalne hude. Ne vidiš pa umetnosti, ki bi temu sledila. Preprosto je ni. Mislim, toliko pametni pa smo in tudi, kot je veliko, tudi pametnejši smo od njih, ki so pred stoletji živeli. Absolutno smo pametnejši. Mislim, bistveno več vemo. To me namen prepričal, da ne. Mislim, prosti bi se, veliko, Blador Shakespeare, ki je živ v času, ki so bili trije pismeni. Tam prvak med tremi, ki so zdaj pisati. Mislim, kot Cankarju je bilo že teži. Je mogel biti 5krat boljši od Shakespearea, da je bil to dobro kot Shakespeare. Mi, imamo še hujši problem, ampak to nas ne bi smel ustaviti. Po moje, verjetno 3/4 nas piše, kot jaz pravim, zato da ne pozabimo, samo še zato. Ne, jaz mislim, da Marcel, umetnost naloga ni samo, da ne pozabiš, ja, česa, bistva, ne dogodka. Zato je mimezi, se pravi, da človeka spomni, to je naloga umetnosti, jaz pa to verjamem. Nekdo, ki se srečuje z umetnostjo, bere romane, epe, gleda Michelangelove skulpture, Williama Turnerja slike, Prešerna in druge, postaja boljši človek. Jaz mislim, da je. Hitler je bil slikar. Hitler je bil posebna figura, da moram bil slikar. Samo to še ne pomeni, da njegova slika mogoče nikoga pozitivno spremenila. Se to nima, sam umetniški objekt nima zveze z avtorjem na nek način. Postaja boljši človek, ima neko moralno, etično, moralno vlogo, razsežnost, hkrati pa je tudi, dobro, sem pač učitelj, tudi ima tudi neko spoznavno nalogo umetnosti. Umetnost pomaga spoznavati, se vživeti v drugega. Zakaj Martha Nussbaum, ta ameriška sociologinja, zakaj demokracija potrebuje humanistične vede? To je šla njena knjigica pred nekaj leti. Why democracy needs humanities. Zakaj demokracija potrebuje humanistične vede? Zato, ker nas humanistične vede od antike naprej do včeraj učijo spoznavati drugega, bolečino drugega, strah drugega, omejenost drugega, moč drugega in v razmerju do njega sebe in svet. No, predvsem to, recimo, o tem smo pa razpravljali, ko smo govorili o otrocih, ker imajo danes pač prevladuje ta instruktivni del vzgoje otrok, torej povej obrazec, na katerega se mora obnašati, ne pa ta doživljajski del, torej doživi nekaj, da spostaviš odnos do sebe, do svojih
do svojega telesa v končni fazi, do svojih hormonov, vse to je to in to ti potem da tisto doživljajsko energijo, da si sposoben stvari delati in danes je pač epidemija pravzaprav ljudi, ki so pretirano racionalni, se pravi, ki so instruktivni samo in potem zgubijo volo, zato ker nimajo te doživljajske baze, da bi imeli neko, ker pač življenje je brez te baze doživljajske, ki izvira iz organizma, ki je pač odprt, ki se pozna in je odprt za občutje drugih ljudi. Brez tega postane življenje precej dolgočasno pa prazno, ker se tam po 31. letu začne neverjetno ponavljati, ne? Dan za dnem. In ni več adrenalina, ni več novih zgodb. In potem, če nekdo če je bil vzgojen izključno instruktivno, se pravi, brez da bi imel dostop do lastnih strasti, ki so pa nujno povezane s tem, da čutiš drugega, ne, potem pač postane brezvolen in teh primerov imamo v ambulantah ogromno in potem se gre na antidepresive pač. Ja, pa gled, problem je tudi ta, šolskega sistema. Kaj šolski sistem počne? Otroke, zdaj, če imate otroke, bi rekel, jaz jih imam, tako da vem, kako bi rekel to zgleda. Skratka, vse temelji na tem, da jih učijo, da obstaja vedno samo en pravilen odgovor. Skratka, zdaj, kaj nas pripelje pa do naju, pa do tebe, pa do nas, odraslih, kaj nas učijo, kaj pa nas učijo odrasle, da ni alternative. Pa si to je ista stvar. Nam zdaj utepavajo v glavo že 6 let, ni alternative. Lejte, ni alternative. Lejte, ali bo tako, ali pa gremo v propad. Kaj, jaz sem imel še propad, moraš vzeti ne alternative. Skratka, Tina, je ta, there is no alternative, je fraza postala. To je tako, kaj včas, ne vem kaj. There is no alternative. In to ni alternative. Otroke učijo, da se obstaja samo en pravilni odgovor. Kaj smo mi? Mi smo ti otroci, ki jih učijo, da ni alternative, da obstaja samo en pravilni odgovor. Mi smo ti otroci. Pri otrokih je še hujš, njih učijo, da obstaja, da se je nujno zapomniti 100 pravilnih odgovorov na dan, kar pomeni, da nimaš časa za nič drugega, kar bi bilo tvoje. In naslednji dan spet se je nujno zapomniti 100 edino pravilnih odgovorov. In pa imaš ta, bi rekel, te stalno govorimo o tej generacijski solidarnosti, ki predvsem naša družba temelji na tem, ampak kaj pa mi počnemo odrasti? Na naslednje generacije prenašamo samo svoj strah. Skozi. Samo prenašamo svoj strah. To je to. To je ta transgeneracijsko prenašanje strahu. To je to. To počnemo. Prenašamo strah, učimo jih, kako se prilagajati, kako služiti, da obstaja samo en pravilni odgovor, kako ni alternative, kako je treba, razumeš, to jih učimo. To se prenaša zdaj iz generacijo v generacijo. Ne vem, kaj se včasih prenaša, ampak zdaj se prenaša strah. In se prenaša strah na vseh nivojih v Sloveniji. Ne samo znotraj družine, znotraj šole, znotraj družbe, skratka, kjerkoli gledaš, se prenaša strah. In so vsi mehanizmi družbe so postali motori za prenašanje strahu. Zdaj, a res čemo to? Ne, Alojz v svoji knjigi jasno zapiše: okrepiti človeka, ga osamosvojiti in ga osredotočiti na svojo moč. Ti v svoji knjigi, če da bom povedala še tudi nekako, kako so sprejemali tvojo knjigo v teh 6 mesecih, bi najbrž, če se facebookovsko izrazim, dobil največ lajkičev, morda tudi zato, ker v svoji knjigi kažeš na najbolj paradoksalen način, kakor je tudi naslov tvoje knjige, torej ne ponujaš enega odgovora, ampak nas nagovarjaš k razmišljanju v tako protislovjih, nasprotjih, pa tudi na ta način nas učiš dialoškosti mišljenja ali pa dialektičnosti mišljenja. Pa jaz sem vodič po podzemlju. In dejansko Igor, ki nas uči nekaj, kar je pa mene spremenilo z njegovo knjigo,
dejansko tega, da se moramo otresti tega diktature časa in začeti razmišljati tudi o nadčasnosti. Torej, predvsem o prostoru, skozi katerega hodimo in dejansko mora ta dobiti nekako prevlado nad tem, da smo ujetniki skozi neke zgodovinskosti, časa in vsega. In na tak način priti nazaj k bistvu človeka. To je njegovo iskanje, to je njegovo prevpraševanje na tak način, da ne opaža stvari okrog sebe, ampak opaža okrog sebe ljudi. Torej, jaz opazi tega ti, da bo lahko prebival v svoji bližini. In na ta način se mi zdi, da vse vaše knjige učijo in govorijo o tem, da dejansko svoboda jaza ni si privoščiti vse užitke za vsako ceno. Ampak to, kar so na nek način, pa nisem tak fan starih Grkov, kot si mi pripisal, da so imeli vse prav, pa vendarle so recimo oni razumeli največjo svobodo človeka, posameznika v tem, da zna svoj jaz zamejiti, tako da bo ob njem znal prebivati tudi drugi. Ne? Če gledamo misli 7 modrih, nas učijo točno tega, kako znati zamejiti svoj lastni jaz.